Gripa se kapljično prenaša, to pomeni meter do meter pa pol stran je oseba načeloma varna, če ravno ne kihnemo vanjo, ampak vseeno nekje 3 do 5 dni po pojavu simptomov smo najbolj kužni, se potem ta virusno breme upade. In v tistem času, če imamo vročino, če se slabše počutimo, seveda ostanemo doma, bodimo v posteli, ni treba, da izselimo družino, ampak neke take, bom rekel, splošna kmečka pamet, distance je pa vedno dobro držati. Moje ime je David Zupančič, sem specialist infektologije, zaposlen v Kliničnem centru Ljubljana, trenutno na oddelku za nalezljive bolezni. Gre za v resnici neko prehladno obolenje v osnovi, ki jo loči od drugih to, da je pač bistveno hujše. Simptomi so vsi bolj izraziti, od kašlja do slabega počutja, bolečin v mišicah, pa seveda gripa ima to, kar večina respiratornih virusov nima, ta blazen potencial za povzročanje epidemije in pandemije. Praktično že 400 let na nekaj let dobimo eno res orang epidemijo oziroma celo pandemijo gripe. Tukaj je glavno vprašanje, kako je dihanje. Zdaj, slabo počutje pri gripi, bolečine v mišicah, to olajšamo sami z analgetiki. Dobro je razmisliti, kdo je tukaj zdaj bolj a priori ogrožen. Nekdo, ki je mogoče pljučni bolnik, starejši, ki ima že itak bolezen pljuč, mora prej se obrniti, rajši malo prej do svojega zdravnika, kot prepozno. Ključno je pa seveda zdaj dihanje, če imamo neko dušenje, bolečine v prsih, če nam saturacija v krvi pade, če imamo morda doma pulzni oksimeter, od covid časov naprej ima veliko ljudi. To je pa absoluten znak, da pač moramo iti k zdravniku. Drugače pa nekako po pameti. Tudi na urgencah vidimo obe skrajnosti, vidimo ljudi, ki pridejo po prvem kašlju, vidimo ljudi, ki pridejo že zelo pozno in jih komaj rešimo. Ob dvomu vedno ne jemati kakšnih spletnih nasvetov, pokličite svojega zdravnika ali pa na urgenco. Letos zanesljivo lahko rečemo, da je primerov že zdaj ogromno. So tudi težji primeri, precepljenost je žal slaba, tako da širimo kapacitete, so bile že razširjene in nekako zelo vsi veliko delamo v tem času. Ne bom rekel, da nas je presenetilo, je pa teh primerov res veliko. Moramo se zavedati, tudi en mlad, zdrav človek, ki nima dejavnikov tveganja za hujši potek, lahko sebe tukaj omenim, recimo, ki sem tudi cepljen, je v stiku z starostniki, z babicami, detki, jaz sem z bolniki, z imunsko oslabelimi in cepivo za gripo značilno slabše prime pri starostnikih. Tako da recimo neko babico, mojo mamo recimo, lahko jaz bolj zaščitim, če svojo hčerko cepim. Pa če sebe cepim, kot če cepim njo. Najbolj seveda, če se cepimo vsi. Tako da tega efekta cepljenja ne moramo dovolj poudariti. Žal je ravno tu največ nasprotovanja in tudi v tej hali, kjer zdaj delam, kjer imamo praktično 20 bolnikov z gripo, s hudo obliko, v bistvu nihče ni cepljen. Treba je poudariti še eno skupino, to so nosečnice, pri katerih cepljenje posebej priporočamo, ker je lahko gripa pri njih hujša, cepivo je pa tudi dokazano varno. Seveda je tle vprašanje, a se lahko še vedno cepimo, ker smo zdaj že nekako proti vrhu pandemije. Problem, ki je in ki ga moramo povedati, je, da zaščita nastane po 2 tednih od odmerka cepiva. Se pravi, če se danes cepimo in smo v veleblagovnicah, v šolah, je verjetno, da bomo vmes zboleli. Če pa nekako ta 2 tedna zdržimo, seveda do konca sezone še 2 meseca in z tega vidika absolutno tudi danes ali pa zdaj v kratkem še vedno priporočimo, da se človek zaščiti. Svetujemo, tako kot pri večini respiratornih obolenj, počitek, ustrezna hidracija, lahko lajšamo težav, lahko zbijamo vročino. V tej vročini je toliko ene fame, kdaj, aj pomaga, a ne, a zbijati, a ne. Če nas matra, če nas kuha, brez težav vzamemo analgetik, antipiretik. Zaradi tega ne bo nič hujša gripa, pa tudi nič blažja, samo bolj se bomo počutili. To je treba jasno povedati, od samega cepiva gripe ne dobiš. Cepivo je mrtvo, cepivo nima živega virusa, vsebuje samo delčke. Lahko imaš reakcijo, lahko imaš vročino, lahko se počutiš slabše nekaj dni, ampak ne boš dobil okužbe z gripo. Če dobiš po cepljenju okužbo z gripo, si pač bil v stiku z virusom gripe.